naslov govori, da bo samo o natančni setvi, pa dejansko želim nekako v svojem predavanju poudariti, da digitalna tehnologija izdatno pripomore k manjšim obremenitvam okolja, bo do primeri tudi iz alternativnih načinov obdelave tal in pa potem zatiranja plevelov. Ravno to, kar je prej bilo omenjeno v začetku strani državne sekretarke, da dejansko laična javnost še dalje bolj skrbi okolje, voda, zrak in pa hrana kot taka. Torej, te prve zgodbe smo danes nekako razčistili. Dejansko je digitalizacija nadpomenka, precizno kmetijstvo pa podpomenka. Glavne stvari, ki jih omogoča, so tudi bile že danes omenjene. Mogoče še najmanj natančno dognajevanje, natančno zatiranje boleznih škodljivcev in pa seveda zgodba, ki jo mogoče še sploh ne obravnavamo, ne mislite v njej, je pa tudi natančno namakanje, ki si ga brez teh tehnologij v prihodnosti ne moremo zamisliti. Zdaj, tudi to je bilo danes že povedano, dejansko gre za človeka, da se razbremeni, da ne bo ves čas dejansko pod stresom, ker življenje od njega že itak zahteva preveč. Tisti, ki ste s kmetij, točno veste, da dejansko 24 ur tako rekoč na dan kmetuje. Seveda tisto, kar je najbolj izrazito, kar je bilo prej tudi prikazano, so pa prihranki časa in energije. In ravno ta energija ni samo energija, ki ste jo fizično porabili, zato da ste sedeli, da ste toliko in toliko strojenih ur porabili, ampak dejansko je ta energija vezana na okolje v širšem pomenu. Se pravi, energija kot taka se je nekje pridobila, se je nafta vozila čez svet in tako naprej. Se pravi, vidite, tudi te zgodbe so povezane s preciznim kmetijstvom. Seveda, posameznika nadalje zelo zanima, ali so možni prihranki pri samih setvah. V enem prejšnjih slajdov ste točno videli, kaj pomeni natančno odlaganje semen. Ni prikrivanja, ni ozkih vrst, ni širokih vrst. Veste, na posestvu v Sloveniji so vsaj še 3 velika posestva, s takimi tehnologijami prihranite semena vsaj za 10 hektarov letno. Samo na račun RTK tehnologije, recimo Perutnina Ptuj, prihrani za 10 hektarjev semena koruze. V primerjavi z pavšalno tehnologijo, ki seje na, ne bomo rekli na pamet, ampak nenatančno. Iste zgodbe se dogajajo pri dognojevanju, ko imate ciljno dognojevanje s pomočjo tehnologije, ki dognojuje tam, kjer manjka. Isto je pri zatiranju bolezni, plevelov in pa škodljivcev. In ko se to seštevajo, se te točke, vsi ti hektarji, lahko prijete do znatnih količin prihrankov. Seveda, običajno manjše kmetije tega ne vidijo takoj, zato ker so vezane na manjše površine. Če je pa to firma, 500 hektarjev, 1000 hektarjev, 3500, pa tu pride potem 1000 in 1000 evrov. Res skrbi, da kapitalisti, veste, da je Perutnina Ptuj v lasti ruskih kapitalistov. Vsako stvar, vsak vložek v nove tehnologije hoče imeti ovrednoten finančno. In če ne bi dejansko tehnologi s temi tehnologijami uspeli dokazati, da je možen večji dobiček, ne bi vlagali v to. Se lahko prepričamo. In končni cilj seveda vseh teh manjših obremenjevanj je ravno to, kar sem na začetku povedal. Se pravi, manj obremenjevanja podtalnice, nadzemnih voda, zraka in pa tal. Zdaj, mogoče ste videli v prejšnjem predavanju, da je šlo za obdelavo klasičnih tal. Se pravi, tla na nek način pripravljena, bodi si z varanjem, bodi si z grugarjem in pa potem obdelanjem. Še večjo vlogo ima precizno kmetijstvo v sodobnih alternativnih načinih obdelave tal. Se pravi, načini, ki ne obdelujejo tal počez. Zelo izrazita je tehnologija obdelave pasovih ali pa recimo direktno cestno. Vse te tehnologije dejansko na pamet je izjemno težko izvajati, ker enostavno ne vidimo, kje smo obdelali, kje še moramo obdelati. Recimo, kot zanimivo setve v trakove,
Mi se v Sloveniji, sem tudi član društva, Slovenskega društva za ohranitveno obdelavo tal, že vrsto let bojujemo nekako za drugačen način obdelave tal. Dejansko skušamo najti alternativne načine, ki bi jih ljudje nekako sprejeli s čim manj odpora. No in mogoče je tehnologija setev v trakove, kjer še vedno ohranjamo neko obdelavo, ki jo ljudje skušajo še vedno po vsej sili delati. Ampak seveda setev v trakove je nujna s pomočjo novih tehnologij. Vi se enostavno zgubite na polju, če ne veste, kje ste, kdaj ste in kako. Sploh, ker ta postopek dejansko poteka v dveh fazah. V prvem fazi se tla obdelajo v pasove, bodi si, da je to mrtev mulč, tako imenovan, ali pa živi mulč, potem pa v drugi fazi sledi setva. Zdaj, kako videti, kje smo obdelali, če nimamo take tehnologije, kot je precizno kmetijstvo. Še gre tehnologija preciznega kmetijstva, namreč, da si v času odlaganja semen izdelujemo točno karto, kje ležijo semena, recimo koruze soje, in te karte potem služijo za natančno mehansko zatiranje plevelov. To je še skoraj utopija, ampak dejansko izjemno napredna tehnologija, ki zmanjšuje potrebo po zatiranju plevelov. Sploh v luči teh zgodb okrog Monsanta, ki smo jim pričali, se bomo lahko morda vprašali, kako pa zdaj. No, recimo imate možnost potem uporabe tehnologije za zatiranje strnenih posevka, recimo pšenice, takle zvezasti v kopalnik, dejansko popolnoma samostojno s pomočjo avtopilotov se vozi po njivi in zatira plevele točno v določenih prostorih, to je nepredstavljeno. Potem, ko posevki kot so koruza, se pa razvijajo posebni kopalniki, vidite, z bočnimi noži in pa sredinsko nameščenimi noži, ki vidite, dejansko sledijo našim RTK oziroma digitalnim mapam. Se pravi, v času setve se izdela mapa, v času zatiranja plevelov, pa se pod srednjim noži pomočjo vrtljivih glav lahko tukaj umikajo med rastline in zatirajo plevele točno tam, kjer je potrebno. Seveda, zgodba je še v razvoju, tudi hitrosti voda so trenutno še nezanimive, vendar bo pokazal, se pa tudi najde alternativa. Torej, na hitro, kaj lahko rečemo, ta tehnologija je izvrsten pripomoček pri setvi, kakršnih koli kultur, ne samo poljedelskih, govorimo tudi o vrtnarstvu, govorimo tudi ne nazadnje o sajenju s pomočjo RTK-ja, vinske trte, sadnih dreves in tako naprej, da zadeva dejansko natančno. Da kasneje, ko bomo nekoč za roboti okopavali, obirali in tako naprej, bomo vedeli, kje stoji konkretna vinska trta in tako naprej. Torej, dejansko te zadeve so super in nimamo praktično kaj razmišljati. Pri zatiranju plevelov je pa glavna težava, saj dokler so v uporabi ljudje, hitrost. Hitrost zatiranja teh plevelov je bistveno počasnejša, kot si želijo kmetovalci in tehnologi, ne samo poljedelstvo, tudi v sadjarstvu je bistveno nizka, nekje maksimalno 2,5–3 km se pričakuje. Ne nazadnje prihaja tudi do določenega odstotka poškodovanih gojenih rastlin, saj vidite, RTK nekaj s centimetrsko natančnostjo še vedno pomeni, da je med skrajnimi rastlinami večji razmah, kot se pričakuje. Morda, za koga je sploh tehnologija zanimiva, danes smo veliko slišali, prvenstveno je zanimiva za velike, bodi si firme, bodi si družinska podjetja, vendar računamo, da bo zlasti v luči še večjih pritiskov na kmetijstvo pri, bomo rekli, gnojenju, škrpljenju in tako naprej, morala biti ali pa bo postala zanimiva tudi za manjše kmetije, srednje kmetije, ki pa seveda ne bodo te tehnologije uporabljale samostojno, pač pa preko, kot že vemo, Slovenije, so strojni gavški, se pravi, bodo tu ljudje, ki bodo storitve ponujali
ki bodo dovolj pogumni, da bodo seveda si upali to nabaviti, poskusiti in pa seveda tudi zdržiti. V določenem segmentu se pa v svetovnem merilu že nakazuje druga zgodba, to je uporaba robotov. V torek bo naš kolega Lakun in pa kolega njegov iz Italije govoril o robotih. So pa stvari, ki delajo dejansko 24 ur na dan. Tu pa hitrost postane praktično nepomembna. Ta robot se avtonomno, samostojno vozi po njivi in seveda najbolj hitrost 1 km na uro ali pa 2, dejansko pravi vse, kar je potrebno. Tako da mogoče s tem slajdom končamo in vas povabimo potem še tudi na torkovo predavanje. Tako da, hvala lepa za pozornost.